smo zopet skupaj. Danes pa s Kajo raziskujeva po Radovljici. Naravni pomol, na katerem stoji stara Radovljica, zaključuje cerkev svetega Petra. Že v 10. stoletju je na tem mestu stala kapelica, ki pa je bila najbrž edina stavba na tem pomolu. S širjenjem mesta in večanjem njegovega bogastva je rasla tudi cerkev svetega Petra. Umetniška dela v cerkvi so bila narejena s pomočjo domačinov, zlasti družine Vurnik. Gre za imeniten primer gotske dvoranske cerkve, katero krasijo oblikovani oboki, angelska zvezda in črn marmornat oltar. V 15. stoletju je na današnjem mestu stala srednjeveška pivnica in taverna. Nekdanja kašča pa se danes uporablja kot galerija. Torej, moje ime je Andrej, župan, se pišem, župnik v Radovljici, že 16 let in še nekaj. Smo na koru v naši cerkvi, kjer smo jo obnavljali pred 6 leti, oziroma v letih 2016-2018. Naša župnija šteje kar nekaj prebivalcev, sicer nedeljnikov ni tako veliko kot je prebivalcev, pa vendarle naša skupnost, občestvo je močna. V letih mojega župnikovanja smo imeli 3 nove maše. Trenutno imamo 2 bogoslovja v Ljubljani. Naša župnija je dejavna na mnogih področjih. Torej, v samem občestvenem življenju je kar nekaj ljudi, ki sodeluje. Je pa tako, da tudi na področju naše občine sodelujemo, kar je zelo pomembno, sploh v tem starem mestnem jedru, ko se dogajajo različne stvari. Smo del tega, kar je zelo dobro, in seveda sodelujemo na mnogih področjih, od glasbe do raznih razstav, do kakšnih kulturnih in drugih dejavnosti. Torej, zdaj smo mi tukaj pred tabernaklom, Vurnikovim tabernaklom. Arhitekt Vurnik je naredil načrt tega tabernakla v 30. letih 20. stoletja. In ta tabernakel je bil narejen v času, ko je bil Evharistični kongres v Ljubljani. Njegova žena, Helena Kotler Vurnik, pa je seveda narisala 4 apostole, ki so v resnici portreti 4 mož, ki so stanovali v predtrgu, torej v Radovljici. Na desni strani tega tabernakla je seveda evangelist Janez, ki je seveda portret njenega moža, Janeza Vurnika. Seveda tukaj pred tem oltarjem sta tudi 2 sliki križnega pota, ki sta bile obnovljeni v letošnjem letu. Namreč mi smo obnavljali v letih 2016-2018 našo cerkev in potem smo seveda vse stvari, ki so bile, smo seveda jih mogli odmakniti in zdaj počasi postavljamo nazaj. In seveda smo rekli, da ne bomo nekaj napol delali, ampak bomo tvoren zrihtali pa uredili. Tako da prvi 2 sliki sta tukaj obnovljeni in sta tukaj pred tem Vurnikovim tabernaklom. Za cerkvijo je v bunkerju iz 2. svetovne vojne urejena kapela svete Edith Stein. Zakaj so se takrat odločili, da uredijo bunker v kapelo? Torej, to so naredili že preden sem jaz postal župnik v Radovljici, in sicer takratni župnik, gospod Jože Drolc in njegovi sodelavci so razmišljali, kaj naj naredijo iz tega bunkerja, ki je bil v času po 2. svetovni vojni, ki so ga seveda Nemci naredili, z ogromno betona in železja, in seveda to se ne da kar tako podreti. Je pa prav, da je pač nek zgodovinski ostanek. So razmišljali, kaj naj naredijo. V času po 2. svetovni vojni je bilo seveda to vse zapuščeno. Rekli so, da so imeli nekdo že imel koze noter in tako naprej. Vse je bilo tako. No, potem so pa začeli razmišljati in se rekli, da ima nekaj dobrega narediti. Podobno kot zgodba Jožefa iz Stare zaveze, ko je iz nekaj slabega lahko narediš nekaj dobrega, ko so ga bratje prodali v Egipt. No, in potem so to spucali, rihtali in tako naprej, in potem so seveda rekli, da naj bo to kapela in naj bo ta kapela posvečena Edith Stein, močni ženi, ki je v 2. svetovni vojni umrla v taborišču. To je bila seveda
judinja po rodu, potem profesorica, filozofinja in tako naprej, in se je seveda spreobrnila v katoliško vero, stopila v samostan in seveda potem žal tudi umrla. In v 80. letih jo je papež razglasil za zavetnico Evrope. In to je bila ena taka močna stvar in seveda se je to naredilo. Vse slike noter v kapeli, ki so, je naredil Branko Čušin, slikar, oče od igralca, zelo poznanega igralca Gregorja. On je to naredil, poslikal, na granitu so slike in tako naprej. In nekako te slike predstavljajo življenje Edith Stein. Tako da ta kapela je kar postala znana. Mislim, da je edina kapela v tem delu Evrope, ki je posvečena njej. Tako da to je pa tam zadaj. Tako da iz nekaj slabega smo naredili dobro in novo. In seveda prav se mi zdi, da je posvečena Edith Stein, ker je to bila res izredna žena in je prav, da take izredne žene tudi povzdignemo na ta način, da jim damo tudi prostor v našem prostoru, kjer živimo in delamo. Na vaši spletni strani sva zasledili tudi, da ste zelo dejavni. Imate kar 3 pevske zbore, pa tudi kulturno društvo Sotočje. Nam lahko poveste kaj več o društvu in o pevskih zborih? Pevski zbor je tako kot v vsaki župniji, seveda pač imamo pevske zbore. Je posod sicer, da v današnjem času je problem, ker veliko ljudi seveda se noče vezati, noče vezati na to ali ono dejavnost, ker potem se čutijo seveda takoj obremenjene, če morajo biti redni. Imamo sicer dobro 3 zbore, župnijski zbor, mladinski in seveda otroški, je pa seveda to odvisno vsako leto, tako nihaja, včasih je več, včasih je manj, prav zaradi tega, ker noben se noče vezati, noben noče biti danes obvezen do neke stvari. To je to. Imamo pa seveda tudi druge stvari, razne stvari, ampak med njimi je seveda to kulturno društvo Sotočje, ki je bilo ustanovljeno v okviru župnije Radovljica. Noter so pač ljudje, ki, kako ne rečem, ki se ukvarjajo z raznimi dejavnostmi, od slikarjenja do fotografiranja in tako naprej, do raznih drugih stvari. In so se ljudje tako združili v takem društvu v okviru župnije Radovljica in seveda imamo v okviru tega kulturnega društva imamo seveda potem različne predstavitve in tako naprej. V letošnjem letu, recimo poleti, je bila predstavitev filma o Juliusu Kugiju. Imeli smo srečo, da so prišli tudi seveda ljudje, ki so sodelovali v snemanju tega filma in tako naprej. Tako da v tem smislu hočemo ljudem pokazati in dati vedeti, recimo pokazati neko širše znanje ali pa neko vedenje o nečem, kar mogoče ne vedo. To, v tem smislu. Drugače imamo pa seveda razne razstave v okviru tega društva, recitale in tako naprej. Tako da to je kar dejavno. Ljudje v tem društvu, ki so seveda tudi župljani, oziroma nekateri tudi niso, ni nujno, pač bistvo je to, da nas povezuje tudi kultura, spoštovanje drugega, ne glede na kakršno pripadnost in tako naprej. Se mi zdi, da je pomembno to, da tudi znotraj župnije imamo neko tako stvar, da se ljudje čutijo veliko domače, povabljene in seveda, da lahko tudi kaj naredijo. To je to. Ne smemo pa mimo angelske zvezde. Zakaj je tako posebna? Torej, angelska zvezda je posebna zato, ker so pač naslikani angeli. Še ljudje, ki ne priznavajo Boga in zelo težko govorijo o Bogu, bodo seveda zmeraj govorili o angelčkih, in ne te merka angelček, pa boš, ne vem, zaspal pa angelčki in tako naprej. Ampak dobro, ta zvezda je bila sicer torej poslikava tega stropa v naši župnijski cerkvi je bila, zdaj točno vam ne vem povedati, ampak zagotovo tam proti koncu 19. stoletja. In seveda takrat pač ne vem, kdo se je to odločil in zakaj, so seveda naredili tudi tole, so naslikali te angele, ki imajo seveda vsak svoj angel ima svoj inštrument in seveda, ker je oblika tega stropa takšna in je poslikava angel, se je ratala to zvezda, angelska zvezda.
Je pa dejansko ta angelska zvezda predstavlja slavo, ki jo molimo vsako nedeljo in praznik pri sveti maši, Gloria in excelsis Deo, ko je Jezus se rodil v Betlehemskih poljanah, so angeli prišli in seveda zapeli slava Bogu na višavah. In to predstavlja tudi ta zvezda, ki je zelo lepa, in seveda tudi zanimivost te zvezde so te angeli, ki ima vsak svoj inštrument. Seveda na stropu poleg zvezde so seveda še druga okrasja, rože, ki jih je naslikal možakar, ki je bil seveda v koncu 19. stoletja, v začetku 20. stoletja, kar precej slikal. Njegovega imena sicer ne bom zdaj govoril, ker je seveda zelo nenavadno, pa mogoče na moment neprimerno, da ga izrečem. Njegov priimek, sicer se ga je kasneje dal, se je preimenoval. Je pa zanimivost tega stropa tudi v tem, ker so res naslikane rože, nobena se ne ponavlja, vsaka je na svoje naslikana. Je pa zanimivost tega stropa tudi v tem, ki imamo na našem stropu v naši cerkvi, tako imenovana zodiakalna znamenja. Na zlatih ščitih so upodobljene recimo dvojčka sta, lev, devica, škorpijon, oven in tako naprej, vodnar. To je zanimivost naše cerkve. Smo se dolgo časa spraševali, zakaj, ne vemo tega odgovora, zakaj se je to, sicer to ni nenavadno, Ni nenavadno, ker je že tudi, je pa redko, Je pa tudi zanimiva postavitev teh zodiakalnih znamenj oziroma nebesnih znamenj na stropu naše cerkve. Na severni strani, torej ta ladja, če tako temu rečem, je seveda jih skoraj ni, Na južni strani pa je seveda jih je polno, pa gor na Koru, jih je polno. Zakaj? Smo dolgo časa razmišljali, za koga je to tako, da ni tako veliko, a je to recimo kakšno zvezdje, a je to tako. In smo ugotovili, da dejansko ta zodiakalna znamenja predstavljajo seveda tudi letni čas. Severna stran predstavlja zimo in ko je zima, gre vse bolj počasi življenje, tako. Zato jih ni. Pomlad, poletje, jesen je pa vse tako veliko hitro, dejavno in zato so zelo na gosto postavljene. Torej ne samo, da so zodiakalna znamenja, ampak tudi postavitev samih znamenj je tako narejena, da kaže človekovo življenje. Pozimi je bolj umirjeno, mirno, nekoliko zaspano. Spomlad, poletje, jesen pa je akcija in je bolj na gosto postavljena. Radovljica ima tudi čudovito staro mestno jedro. Ja. Ali je zaradi te lokacije vedno več porok ali ti razni dogodki, slavja, se to kaj pozna? Torej, v staro mestno jedro je zelo bogato pri nas. Zdaj, zaradi samih porok ne vem, koliko se pozna. Dobro, sicer je res, da se nekateri želijo tukaj poročiti v Radovljici, zato ker je to res lepo staro mestno jedro, ki imamo seveda poleg Šivčeve hiše, imamo tudi v graščini baročno dvorano, kjer se odvijajo civilne poroke, oziroma celo v baročni dvorani imajo tudi ohceti. In dejansko je seveda civilna poroka v Šivčevi hiši oziroma v baročni dvorani, potem pa še cerkvena poroka v cerkvi. Torej ni treba se voziti z avtom, ni veliko. Je pa hkrati imamo tudi ogromno tle v starem mestnem jedru gostinskih ponudnikov, tako da imaš dejansko vse stvari na enem mestu in je to super. To je ena taka stvar. Je pa res, kar se pa veča, je pa število turistov vsako leto. Sicer smo zelo veseli, da prihajajo, hkrati pa seveda so pa tudi turisti, smo ugotavljamo, vsako leto je nižji kulturni nivo turistov oziroma tisti, ki prihajajo. Recimo pri nas imamo cerkev res vsak dan poleti, vsak dan odprto, od jutra do večera. Edina stvar, ki jo prosimo, pa tudi napišemo, recimo pred vrata damo, da seveda v času maše ne spoštujejo sveto daritev in ne hodijo noter, in žal se to velikokrat prelamlja oziroma gledajo in seveda ignorirajo. Zato vidimo, da je ta nivo kulture, razumevanja turistov padel, ker seveda danes vsi želijo samo jaz hočem videti, jaz moram imeti in tako naprej. Ni tega spoštovanja in tako naprej. Mi smo se odločili, da zaradi tega tudi sami postavljamo, če sami sebe ne bomo spoštovali, nas tudi drugi ne bodo.
Zato pač dajemo vse to veliko opozorila, ki so včasih seveda jih upoštevajo, včasih pa ne. Tako da največ vsega, kar je seveda število turistov narašča. Tako da počasi bo treba tudi, po mojem, bodo mogli ne samo pri nas v Radovljici, ampak tudi povsod drugod razmišljati o tem, da ni pomembna samo kvantiteta, ampak tudi kvaliteta na vseh področjih, ne samo prehrani. Najlepša hvala za takšno krasno predstavitev, Prosim. pa hvala, ker ste lahko prišli. Z veseljem, enako, še kdaj.